Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Občina Piran je skupaj z okoljem Piran, skupnostjo Italijanov Giuseppe Tartini in samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti Piran organizirala prireditev Vrtovi 80 v sklopu dnevov evropske dediščine pokopališč. To je bil pomemben dan za tamkajšnje mestno pokopališče, ki je bilo sprejeto v ugledno evropsko združenje ASCE. Gre za skupino pomembnih evropskih pokopališč, ki povezuje več kot 180 zgodovinskih in umetniško pomembnih pokopališč iz 28 držav. Podžupanja Manuela Rojec je ob tem poudarila, da je to priznanje v ponos občini, saj je dolgoletna pot s prizadevanji za razglasitev pokopališča za kulturni spomenik zdaj obrodila sadove. Simbolno potrdilo o članstvu je bilo predano v Tartinjevi hiši, sicer pa bo uradna slovesnost septembra v nemškem Dresdnu. Posebnost pokopališča so tudi epigrafi, torej napisi na nagrobnikih, katere je nujno ohranjati, saj bo v nasprotnem primeru izginila dragocena zgodovina z imeni, kot so Antonio Sema, Gabrieli in mnogi drugi, ki so soustvarjali Piran. Za konec so na dogodku predstavili tudi načrte za obnovo pokopališke kapele ter kostnice, ki bosta deležni prenove, ko bodo zagotovljeni finančni viri. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v sodelovanju z mestno občino Koper v torek podpisalo pogodbo o sofinanciranju prenove in spremembe namembnosti nekdanjega skladišča soli Libertas. Skupna vrednost dodeljenih sredstev znaša skoraj 3,5 milijona evrov. Libertas, ki je leta 2020 pridobil status kulturne infrastrukture in obsega 1548 kvadratnih metrov zidane površine, bo po prenovi preoblikovan v sodoben kulturni prostor za urbano umetnost. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za prenovo prispeval 1,7 milijona evrov, preostanek pa bo zagotovila država. Sredstva prihajajo iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb, ki podpira trajnosti v urbani razvoj mest. V mestni občini Koper bo prenovljen objekt nekdanjega skladišča soli, ki bo s prenovo kulturnega spomenika in ureditev okolice prispeval k izboljšanju urbanega okolja ter oživitvi mestnega jedra. Prenova bo zgodnji industrijski arhitekturi iz 19. stoletja dala novo funkcijo kot kulturnemu stičišču. Po prenovi bo Libertas postal prepoznavna urbana platforma za sodobno umetnost, kjer se bodo prepletale različne umetniške in kulturne zvrsti. Projekt bo obsegal prenovo skoraj 1872 kvadratnih metrov stavbnih in 917 kvadratnih metrov zunanjih površin, skupaj skoraj 2789 kvadratnih metrov doslej slabo izkoriščenih urbanih površin. V zadnjem obdobju redno beremo novice o vandalizmu, ki je prisoten tudi v slovenski Istri. Nazadnje je ljudi pretresla novica o razdejanju izolskega kopališča, prilagojenega invalidom. Gre za nedopusten in boleč napad na dostojanstvo, varnost in temeljne pravice posameznikov, ki že tako vsak dan živijo z omejitvami, so zapisali na Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Neznanci so se znesli nad kopališčem pod domom Dva Topola, ker je eden redkih zunanjih bazenov ob slovenski obali z varnim vstopom za invalide. Poškodovali so inventar in reševalni stolp, strgali senčna platna in uničili ploščice na bazenu. Posledično je bazen namenjen rehabilitaciji trenutno zaprt, napad se je zgodil v noči na soboto, storilce še iščejo, višino škode pa še ugotavljajo. Kot smo uvodoma dejali, ne gre le za materialno škodo, marveč tudi za odvzem možnosti in občutka pripadnosti tistim, ki so že tako ali tako potisnjeni na rob družbenega življenja. Nekomu je skok v morje samoumevna radost, za druge pa obisk plaže predstavlja edinstveno, dolgo pričakovano in težko dostopno izkušnjo, ki je vezana na posebno opremo, spremstvo in prilagojen dostop. Dogodek so ostro obsodili tudi na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, v prihodnje pa vse pozivajo k spoštljivemu in odgovornemu odnosu do vseh prostorov, še posebej pa tistim prilagojenim ranljivim skupinam. V Luki Koper so slovesno obeležili 30 let delovanja družbe Avtoservis Koper, ki širokim naborom dodatnih storitev na vozilih pomembno dopolnjuje dejavnosti in ponudbo koprskega terminala za avtomobile. V ta namen so uporabo predali dve zaključeni naložbi, in sicer nove skladiščne površine
za 3500 vozil in 900 kvadratnih metrov velike delavnice. V novi hali je svoj prostor našlo 8 delovnih postaj za predelavo in vgradnjo dodatne opreme vozila. Velik potencial prinašajo tudi storitve dodatne zaščite podvozja in nadgradnja programske opreme e-vozil. Objekt je zasnovan kot energijsko varčen, fasadni in strešni ovoj sta zgrajena iz termoizolacijskih panelov, tudi sicer pa se za ogrevanje in hlajenje uporablja obnovljive vire. Na strehi je nameščena sončna elektrarna, ki bo proizvedeno energijo oddajala v interno elektroenergetsko omrežje. Nekoč je velik del avtomobilskega tovora potoval na sever, v zadnjem desetletju pa je prav južna transportna pot skozi Koper doživela velik razvoj, zlasti zaradi znanja, kakovostnega servisa in ljudi. Terminal za avtomobile in RoRo velja za enega najsodobnejših in največjih v Mediteranu, po pretovoru vozil se uvršča tudi med 4 najuspešnejša v Evropi. Simboličnim prerezom traku so torej uradno začeli z uporabo nove površine, katere ureditev se je začela že lani poleti. V načrtu je urejanje tudi nove kasete, s katero bo koprsko pristanišče kapaciteto terminala povečalo za okrog 10 000 skladiščnih mest za vozila. Ob robu parkirnih površin so med drugim uredili še 52 nakladnih mest za tovorna vozila in 21 parkirišč za e-vozila s polnilnimi postajami ter manjši servisni objekt za počitek. Včeraj se je s poznavnim večerom ter tekmo prijateljstva in miru uradno začel že 31. Eurofest I Feel Slovenija. Rokometni festival z osrednjim dogajanjem v Kopru je tudi tokrat v slovensko Istro privabil številne ekipe širom sveta. V največjem obalnem mestu bomo tako spremljali približno 245 rokometašev iz 20 držav, med katerimi so po dolgih letih znova ekipe iz Norveške, Španije in celo Malte. Priprave so potekale skozi celo leto, zdaj zadnje 2-3 dni pred pričetkom pa bolj konkretno, intenzivno cele dneve, tako da je lahko pol organizacija taka, kakor je. Kakšne so vajine zadolžitve, kaj vse delate? Vodimo logistiko, urejanje igrišč, zapisnikarje, razpored tekem, tako naprej, vse. Koliko časa ste že prostovoljca na Eurofestu? Kakšni so vaši prvi spomini, recimo? To je že davnih 10-12 let nazaj. Začeli smo kot zapisničarji, časomerilci, zdaj smo pa prevzemali z vsakim letom čedalje večjo vlogo pri organizaciji. Priprave na tekmovanje so torej potekale zelo dolgo, saj je takšen dogodek zelo zahtevno organizirati. Veliko je dela tudi z logistiko, saj je potrebno najti številne nastanitve za udeležence. Ti praviloma spijo po okoliških srednjih in osnovnih šolah, telovadnicah, hostlih ter tudi fitnesih. Same tekme potekajo na različnih zunanjih prizoriščih po Kopru ter v dvoranah osnovne šole Livade in Koper ter areni Bonifika. Glavna taktika je seveda druženje, to je seveda en lep zaključek in pa ena lepa popotnica za nadaljnjo sezono naših ekip. Seveda pač Eurofest je super, da naši fantje, punce se podružijo tudi s svojimi vrstniki iz drugih držav, iz drugih klubov slovenskih, tako da taktika uživanja. Na tekmovanju spremljamo številne mlajše generacije, vse od mini rokometa pa do veterank v ženski konkurenci oziroma dečkov letnika 96. Poglejmo, kaj sta o turnirju povedali mladi rokometašici iz Brežic. Jaz sem prvič, Katarina prvo leto, drugače pa smo tudi na teh turnirjih, recimo Jarun pa to. Kakšno taktiko ste skovali za zmago? Probali smo priti čim prej do gola, se boriti in pač, ja. Kakšen je glavni namen takšnih turnirjev, je to druženje, je to rezultat, kako vi vidite? Ja, to nam je v bistvu, da se čim bolj povežemo tudi kot ekipa, pa da tudi dobimo izkušnje nove. Program bo do torka, ko se festival s podelitvijo nagrad zaključi, kar pester. Danes bo na centralnem igrišču na Ukmarjevem trgu potekala otvoritvena slovesnost, v prihodnjih dneh pa sledi še izbor za mis in misterja Eurofesta, disko party s karaokami ter druge aktivnosti, ki potrjujejo, da je na takih tekmovanjih v ospredju druženje in ne sam rezultat. Še več o Eurofestu pa si boste lahko ogledali v torkovi temi tedna.
V Portorožu se je v petek začelo najštevilčnejše svetovno prvenstvo v razredu Optimist v zgodovini teh tekmovanj. Na slovensko obalo se je pripeljalo kar 66 reprezentancov z vseh koncev sveta. Na slavnostni otvoritvi, kjer je vse navzoče nagovorila med drugim tudi ministrica Tanja Fajon, so za šov poskrbeli še Dunking Devilsi, plesalci Svonka ter Band It Orchestra. Poslušajmo, kaj nam je tik pred začetkom prvenstva povedal Mitja Margon, predsednik jadralnega kluba Pirat, portoroški tudi gosti tokratno prvenstvo. Imamo 64 držav, kar je, mislim, da v jadranju sploh absolutni rekord. Imamo 285 tekmovalcev, starosti od 12 do 15 let, kajti omejitev je 15 let za razred Optimist. Kot že rečeno, prišli so iz vseh možnih koncev, tako da še zastave je bilo treba posebej naročati in za tako destinacijo, kot je portoroški sicer pisana, je to še ena dodatna popestritev in še ena dodatna pozicija na zemljevidu sveta. Prvenstvo nam je bilo dodeljeno oziroma smo si ga pridobili julija 2023 in praktično priprave potekajo že od takrat. Zelo, zelo intenzivno pa že takoj po velikonočni regati, ko da je bilo res napeto v teh 2 mesecih, je bilo treba veliko stvari pripraviti. Je pa res, da smo izkušena ekipa, ampak intenzivnost je bila predvsem v zadnjih 2 tednih zelo velika, ker nas je tudi presenetilo, koliko reprezentanc je bilo predčasno na prizorišču. Priprave na to tekmovanje so potekale zelo dolgo, vse od dodelitve prvenstva naši državi. Pomemben dejavnik za dodelitev prvenstva je bila tudi nova maritimna ureditev, ki bo slovenskemu jadranju tudi v prihodnje omogočila lažjo izvedbo takih turnirjev, hkrati pa poskrbela za razvoj tega športa pri nas. Veste, ko dobimo kandidaturo za en tako velik dogodek, kot je recimo svetovno ali evropsko prvenstvo, smo res ponosni, ker to res ni lahko. Konkurenca je velika, države se za to potegujejo in treba je pokazati in program in seveda tudi standardi so vedno višji, kot veste, ekološko in na vseh drugih področjih. Tako da je treba res imeti en dober organizacijski pogon, ki je sposoben tako kandidaturo narediti, da to danes dobi, zahteve so resnično visoke. Druga plat tega pa je seveda, da imaš prostor, da imaš manevrski prostor, ki zagotavlja, da omogočiš potrebne kapacitete. V jadranju, kot veste, je to kar velik in seveda to trenutno v Portorožu imamo na res vrhunski ravni, posebej zaradi tega, ker je tudi nacionalni center z novo in dodatno maritimno ureditvijo povečal še dodatno privlačnost tega prostora, varnost, enostavnost uporabe. Veste, zanimivo jadranje pravzaprav je šport, ki je vedno, recimo bom rekla, v tem smislu relativno majhen. Nimamo tako ogromne količine športnikov kot kakšni drugi športi, da jih ne omenjam. Tisto, kar pa mi vsi, ki se ukvarjamo s športom profesionalno, ugotavljamo, je, da vse individualne panoge utrpimo malo občutka, da na tem mladinskem interesu je osnovni interes manjši. Se pravi, tisti, ki pride čisto skozi prvo sito. Za nas še enkrat mi tega vsi pa pol po lestvici navzgor še ne čutimo, ker smo vedno tle bili manjši, vedno pride samo en delček, ene par ekip, ki se odločajo potem nadaljevati v vrhunski šport, govorim. Slovensko reprezentanco vodi trener Luka Domjan s pomočjo Tine Mrak, ki je vodja ekipe. Na samem morju pa so vlogo domačega terena poskušali izkoristiti Ida Falatov, Gordi Jazikov, Mihael Zobec, Val Grbec, Telan Černac Škofič. Slednji je pred začetkom takole strnil misli. Kako pomembno je, da je takšno prvenstvo organizirano v Sloveniji na domačih tleh? Meni se zdi ful dobro, ker poznam pogoje, poznam veter. Ciljaš na najvišje mesto, kakšne so tvoje ambicije? Najboljše, kar bo. Kakšna konkurenca je prišla sem? Vemo, da je najštevilčnejše prvenstvo. Konkurenca je kar močna, ampak pritisk je manjši, ker smo doma. Kakšna je vremenska napoved? Danes je že malo vetrovno. Danes je vetrovno, ampak jutri kaže manj. Kakšno taktiko so vam dali trenerji, zmagovalno? Prvenstvo bo trajalo kar 14 dni, saj se je z meritvami opreme začelo že 23. junija. Sprva so potekale kvalifikacijske regate, v torek in sredo je bila na sporedu ekipna tekma, zadnji del tekmovanja pa se je s finalnimi plovi začel včeraj, zaključil pa se bo jutri, ko bodo tudi podelitev nagrad in zaključna slovesnost. Na 1. julijski dan je svoje vrata odprl Impact Hub Istra, nov coworking prostor in inkubator, ki je namenjen razvoju družbeno odgovornih in trajnostnih podjetniških pobud. Prostor ponuja sodobno delovno okolje z brezplačno uporabo tiskalnika in fotokopirnega stroja, kavo, čajem ter možnostjo registracije naslova za podjetja in nevladne organizacije. Impact Hub Istra je del svetovne mreže Impact Hub,
ki združuje več kot 130 lokacij v več kot 60 državah. Po Ljubljani, kjer že delujejo 3 lokacije, je Koper druga slovenska destinacija, kjer se širi ta podpora inovativnim podjetjem. Novi hub nadgrajuje delo nekdanjega upravljalca prostora središča Rotunde, ki še vedno aktivno sodeluje pri vsebinski in administrativni podpori, predvsem socialnim podjetjem in lokalnim pobudam. Direktor neprofitnega zavoda Impact Hub Istra, Nasim Džaba, je ob odprtju povedal, da to ni le prostor za delo, ampak skupnost, ki spodbuja sodelovanje in inovacije ter verjame v moč posameznikov in ekip kot gonilnih sil družbenih sprememb. Impact Hub ponuja tudi mentorsko podporo, izobraževalne programe in priložnosti za mreženje, ki so namenjene posameznikom, startupom, nevladnim organizacijam in podjetjem, osredotočenim na pozitivne družbene in okoljske spremembe. Članstvo prinaša tudi številne ugodnosti, med drugim Impact Hub Passport, ki omogoča uporabo prostorov mreže po vsem svetu do 3 dni letno na posamezni lokaciji. Ekipa predstave Indic hoče v Bronx gledališča Koper se je v minuli vikend udeležila 26. mednarodnega festivala komornega gledališča Zlati lev v Umagu. V tekmovalnem delu programa se je predstavilo 6 gledališč iz Hrvaške, Slovenije in Madžarske. Festivalska žirija je podelila 4 nagrade, med njimi tudi festivalski Grand Prix za najboljšo predstavo v celoti in nagrado za najboljšo moško vlogo, ki sta jo prejela omenjena predstava v režiji Renate Vidič ter dramski igralec Igor Štamulak za vlogo Gupte v omenjeni uprizoritvi. Žirija je v utemeljitvi festivalskega Grand Prix-a izpostavila izvrstno izvedbo igralske trojke Igorja Štamulaka, Blaža Popovskega in Maka Tepšiča, precizno in domišljeno režijo Renate Vidič ter sporočilnost besedila, ki kljub času nastanka še vedno intenzivno korespondira s sodobnostjo. V utemeljitvi igralske nagrade pa je med drugim zapisala, da Igor Štamulak oder osvaja svojo natančno gesto, subtilno, a močno mimiko in prepričljivo telesno igro. Čeprav ima lik Gupte, ki ga upodablja zelo malo dialogov, njegova prisotnost v nobenem trenutku ne upade, ravno nasprotno, občinstvo potegne v klaustrofobičen svet nemoči, strahu in nerazumevanja ob soočenju z brutalnim nasiljem. Še nekaj cestnih novosti. Delna zapora na cesti na Markovec bo veljala do 22. julija. Mestna občina Koper ureja odvodnjavanje meteornih voda, podaljšana zapora pa je nastala zaradi zahtevnosti del. Promet med semaforiziranim križiščem na Markovcu in cesto na Markovec 43 bo tako še vedno potekal izmenično enosmerno, urejal ga bo semafor. Mestna občina Koper gradi novo telovadnico v Šmarjah. Zaradi zahtevnega prevoza in vgradnje armirano-betonskih strešnih nosilcev bodo do predvidoma nedelje občasne polurne popolne zapore prometa na posameznih ulicah v neposrednji okolici šole in telovadnice. Prav tako bo občasno lahko oviran promet od krožišča pri restauraciji Trije lovci do Šmarij. Rižanski vodovod Koper pa je pričel s pripravljalnimi deli za rekonstrukcijo vodovoda v Tomažičevi ulici. V času trajanja posega, ki bo zaključen predvidoma do konca avgusta, bo v ulici veljala delna zapora prometa. Po končani rekonstrukciji vodovoda je v načrtu še izvedba nove cevne kanalizacije za javno razsvetljavo in telekomunikacije. Vodovoda, ki je bil zgrajen leta 1994, ima dotrajane cevi, zaradi katerih prihaja do večkratnih puščanj, ta pa ogrožajo varno oskrbo z vodo. Te dni pogosto iz ust ljudi slišimo, da je pasje vroče, no ali pa svinjsko vroče. S tem se strinjajo tako psi kot svinje. Slednje pa so poskrbele, da jim je v življenju malo manj svinjsko vroče. Pozdravljeni v oddaji Kulturni napovednik. Med 5. in 11. julijem bo Obala ponovno polna raznovrstnih kulturnih dogodkov, ki vključujejo glasbo, gledališče, lutke in festivalske večere.
V soboto 5. julija bo Park Halvati v Kopru gostil lutkovno predstavo o miški, ki je trebušček zašila, v sklopu 23. poletnega uličnega festivala. Istega večera bo v amfiteatru Auditorija Portorož potekal 44. tradicionalni festival Melodije morja in sonca, kjer se bo na odru za popevko poletja potegovalo 14 izvajalcev. V nedeljo 6. julija pa bo Park Pietro Coppo v Izoli prizorišče koncerta Poletje v parku z priznano slovensko pevko Jadranko Juras, ki bo večer napolnila z nežnimi zvoki pop, jazz, klasike. Ob 21:30 pa bo na Titovem trgu v Kopru sledilo odprtje 32. primorskega poletnega festivala, ki bo na prvem večeru gostil komično dramo V iskanju izgubljenega jezika avtorja Gorana Vojnovića, ki pripoveduje zgodbo dveh bratov razdeljenih med slovensko in italijansko mejo. V sredo 9. julija pa bo kavarna Triglav gostila džezovski glasbeni bicikel Jam Session, ki obuja swing jazz iz 40 let ter vabi vse amaterje in profesionalce k pridružitvi glasbeni improvizaciji. Ob istem času bo na Kapodistriasovem trgu potekal prvi večer glasbenega festivala Poletje z biseri, kjer bosta v duetu nastopila Marina Mertenson in Vlado Kreslin, spremljal pa jo bo band Smrdev Brothers Collective. Na isti večer pa bo ob istem času v Pokrajinskem muzeju Koper potekal drugi večer festivala Jeff, kjer se bo predstavila skupina Bregove Dere s svojim progresivnim ambientalnim melosom, sledila pa ji bo skupina Kung Fu s psihadeličnimi punk ritmi. Na četrtek 10. julija bo dopoldne v Parku Halvati na sporedu otroška lutkovna predstava V svet je marmelada v sklopu Puf festivala. Zvečer pa se bo na Largu pri Špini v Izoli odvil glasbeni večer, kjer bo nastopila priznana istrska etno zasedba Veja. Držim file ko sirsti štjen, tiho hodim kroz mrak i štjen, želta pronta ni me strah, čago da je anke vrah, čago da je anke vrah, čago da je anke vrah. Zaš si poša na oca, zaš ja moram vaj pensar, zač ja moram vaj pensar, kad se pensaše gulo. Ob 21. uri bo v koprski palači Graviziji v sklopu 23. primorskega poletnega festivala na sporedu pretresljiva uprizoritev z naslovom Prah. Ta odpira teme žalovanja, izgube in okoljske krize. Uprizoritev je nastala kot drugi del neuradne trilogije igralcev Polone Juh in Saše Tabakovića. Ob isti uri pa se bo v Piranu v sklopu piranskih glasbenih večerov na križnem hodniku samostana Svetega Frančiška odvil koncert pihalnega kvinteta Slow Wind. V petek 11. julija bo v mladinskem centru Markovec City potekal akustični koncert, kjer bosta nastopila Dora Tomori z dreamy indie pop melodijami ter obalni grungerji Sick Breed. Večer pa se bo zaključil z nastopom Žana Serčiča v letnem kinu Arigoni v Izoli, ki bo nastopil z kantavtorskim pop repertoarjem. To je z naše strani vse, hvala za ogled in se vidimo prihodnji teden.
To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lepo zdrav do prihodnjič.